Lepo zdravo, Mihael Žmahar sem z vami in trenutno sem na Bledu. Zdaj za mano vidite to jezero, ki je res lepo, res ima dobro energijo. Sploh zdaj po zimi je to jezero popolnoma mirno. Ni veliko ljudi tukaj in res se čuti energija. Tako da to jezero je svetovno znano. Poznajo ga celo ljudje, ki ne vejo, kje Bled leži. Ljudje ne poznajo Slovenije, poznajo pa Bled. In tudi vsi prijatelji iz tujine, ki pridajo k meni na obisk, prva stvar, ki oni hočejo videti, je Bled. Tako da ja, z razlogom, ker je res izjemen. Narava se tukaj res izprsila, nek se vidi razkoš, kaj smo zmožni narediti. Ampak to čudovito jezero, ki je ena izmed najlepših turističnih točk na planetu Zemlja, ena izmed najlepših naravnih točk na planetu Zemlja, je takšno, kot je, zaradi tega, ker obstajajo v naši državi ljudje, ki znajo reči ne. Če ne bi nekateri ljudje zaščitili tega jezera, zaščitili njegovih naravnih lepot in naravnih virov v tem kraju, bi to jezero bilo že popolnoma izropano. Jaz stavim, da bi na stotine hotelskih verig iz celotnega sveta tukaj na vse okoli jezera postavili svoje hotele, posekali bi zeleni pas, naredili bi kopališča, promenade in na milijone ljudi bi bilo v bistvu na Bledu in bi ga turistično ropali in uničevali in onesnaževali. Tako so pa nekateri ljudje na tem planetu oziroma v naši državi videli, da je to neka energija, ki jo treba vse negovati, zaščititi, ki je treba skrbeti za njo, in so rekli ne, ne moreš graditi tukaj, ne moreš posekati tega drevesa, ne moreš v vodi tega delati. To je naravno, to pripada vsem in to je treba zaščititi. To se pravi, drzno so se postavili za naravo in prav je tako, da bomo lahko to jezero in te gozdove in ta drevesa občudovali še stoletja in stoletja. In to je tudi tista lastnost, katero rabi vsak človek v svojem življenju. Znati postaviti meje, reči ne, takrat, ko ima nekaj, česar ne želi izkušati. In to je točno tisto, kar bi te rad naučil na spletni delavnici Drzni ne. Februarja imam spletno delavnico Drzni ne, kjer te naučim postaviti se zase, kjer te naučim reči ne, takrat, ko čutiš, da bi rad rekel ne. Veliko ljudi ima težavo reči ne in rečejo ja ljudem in projektom, katerih v resnici ne želijo v svojem življenju imeti ob sebi ali pa se ne želijo z njimi ukvarjati. In ljudje imajo težavo reči ne zaradi tega, ker jih je strah, da potem ljudem ne bojo všeč, pa jim poskušajo podzavestno ugajati in na koncu potem pristanejo v situaciji, katero v resnici ne marajo. Vsak človek ima pravico zaščititi svoje življenje pred energijami, katerih ne čuti, da bi se z njimi ukvarjal. Vsak človek ima pravico reči ne brez razloga in predvsem takrat, ko mu nekdo ponudi nekaj, česar ne želi. Tako da res reči ne je pomemben del karakterja, pomemben del močne samozavesti, ki nam pomaga v življenju ustvariti tisto, kar si želimo, ki nam pomaga zgraditi življenje takšno, kot si želimo in ga ustvariti, da smo srečni v njem. In ljudje pač dostikrat tega ne znajo, zato imam spletno delavnico Drzni ne, ki prihaja zdaj konec februarja, na kateri te bom točno to naučil. Dobiš skripto z vsemi materiali spisano, delali bomo meditacije postavljanja meja, odgovoril bom na tvoje osebno vprašanje, na voljo bo chat in lahko mi postaviš vsa vprašanja, ki jih imaš za dotične situacije v tvojem življenju in ti bom vse dal konkretne odgovore, kaj in kako postopaj v svojem življenju in ti bom pomagal zgraditi karakter in lastnost reči ne in da se ob tem dobro počutiš brez slabe vesti in lahko komorkoli pogledaš v obraz in poveš svojo resnico. Torej, poglej na naši spletni strani www.potovanjeduše.si, delavnica Drzni ne, ki prihaja, zagotovi si svoje mesto, kaj te mesta so omejena in se veselim, da se vidiva. Do takrat pa pošiljam ene lepe pozdrave. Čau!